Da so realne možnosti, da bi Slovenci v večjem številu prihajali v Brazilijo? Jaz mislim, da so prav dobre te možnosti, ker Brazilija je izredno zanimiva dežela in Slovenci imamo vsi radi naravo in narava mislim, da je najbolj pomemben del in najbolj bogat del Brazilije. Poleg ljudi, ki so resnično prijazni in odprtega srca. Kaj pa jezikovna bariera? Jezikovna bariera je sicer kar velika, zaradi tega, ker se tule zelo težko najde koga, ki govori angleško, vendar pa so ljudje, kot sem rekla, prijazni in pripravljeni pomagati, tako da se vedno najde kakšna možnost. Ja, hvala lepa, pa srečno. Hvala vam. Čeprav smo že prej opazili, da je v Riju nenavadno veliko draguljarskih prodajaln, obvezno je vsaj ena v vsakem od boljših hotelov, pa nam ni bilo povsem jasno, zakaj se draguljarji predstavljajo na turistični borzi. Ko pa smo se pogovorili z gospodom Hansom Sternom, eno najbolj svetovno znanih osebnosti v tem poslu, ki je v Braziliji in po vsem svetu ustvaril pravi draguljarski imperij, pa nam je bila ta nenavadno velika ponudba dragih kamnov v Rio de Janeiro veliko bolj razumljiva. Še predvsem potem, ko smo si ogledali njegov draguljarski center, kamor vozijo potencialne kupce iz vseh hotelov v Rio de Janeiro. Imeli smo izredno srečo in čas, da nas je sprejel gospod, ki pri 86 letih še vedno vsak dan pride v službo in še vedno vodi ta velikanski posel. Brazil is the country of the stones. It started off with stones. There's no other country in the world where you find as many different species of stones as in Brazil. In this house we sell about, I would say, about 70% in Brazil. In Brazil we are in 12 different cities. We cater to the local market. 80% of our sales are made to Brazilians, to locals. In Rio it's about 50%. And the other 20% are sold to visitors from abroad. Podoba Rija pa ima tudi veliko bolj senčnato plat. To so favele, v katerih živijo najbolj revni prebivalci. V glavne so prišli s trebuhom za kruhom velemesto v obali oceana iz notranjosti. Po zadnjih podatkih v favelah živi že skoraj 2 milijona prebivalcev Rija. Kljub temu, da si vanje zaradi kriminalnih band, ki se v glavnem ukvarjajo s preprodajo drog, ne upajo še posebej po noči niti policisti, si zdaj s pravim vodnikom lahko privoščite celo turistični ogled največje favele. Prebivalci so celo veseli turistov, ker so še posebej mladim naivnim umetnikom postali pomemben del prihodka. Dela otrok iz favel so za večino obiskovalcev bolj dragocen spominek kot pa dragi kamni. Naš vodič po faveli Rocinha nas je močno presenetil, ker je dobro poznal Slovenijo. Omenil je celo nekaj mest, kot so Sežana, Koper in Maribor. Izkazalo se je, da iz rodne Tanzanije beža v Brazilijo tudi čez našo domovino. This is the most biggest favela we have in a city. 200,000 people live in this Rocinha slum here in a 4 square kilometer. In this city we have more than 500 different favelas in this Rio de Janeiro. Zahvaljujoč našemu vodiču, ki se je spoprijateljil s prebivalci favele Rocinha, smo lahko posneli najrazličnejše podrobnosti. Med drugim tudi pripadnike neke verske sekte med obsedeno molitvijo. Še najbolj pa je našega snemalca pritegnila električna napeljava. Najbrž ni slovenskega električarja, ki bi se znašel v tej žični džungli. Zanimiva je tudi vodovodna napeljava. Zato, ker so vodo dobili šele pred kratkim, so jo speljali kar po zunanjih stenah hiš. Sicer pa so favele kot mesto v mestu in prebivalcem vsaj na pogled ničesar ne primanjkuje. V njih je, če imate seveda denar, mogoče kupiti prav vse, od hrane do gradbenega materiala. Imajo celo lastno taksi službo. Zaradi zelo ozkih ulic taksisti, po večini zelo mladi fantje brez izpita, prevažajo potnike z motornimi kolesi. V faveli Rocinha je država zgradila tudi šole in učenci dobijo celo brezplačno malico in kosilo.
In ko smo zapuščali največje naselje revščine in bede v Rio de Janeiro, smo dobili občutek, da v favelah živijo celo bolj srečni ljudje kot v najbogatejših predelih Ria. In kam v Riu, če želite doživeti pravo sambo, lahko greste seveda v sloviti Sambodrom. Mi pa smo se po nasvetu domačinov raje odpravili v Lapo, mestno četrt središču starega Ria, ki je še do pred kratkim žalostno propadala, zdaj pa se zelo hitro spreminja v srednje zabavišče čudovitega mesta. Od Ria smo se tako poslovili ob ritmu sambe v najbolj priljubljenem nočnem lokalu, kamor so z vseh koncev privlekli vse mogoče že odslužene scenske elemente. Večer zabavišču scenarijev je bil nepozaben, saj so gostje stari in mladi, po večini domačini med večerjo, kar med mizami poplesavali v ritmu sambe in drugih vročih brazilskih ritmov. Ker nam je do poletja domov ostalo še dan in pol, smo se na predlog gostiteljev odpravili še na Costa Verde ali po naše zeleno obalo, na enega najlepših delov brazilske obale nasploh. Nasproti nje leži z bujnim zelenjem poraslo otočje, ki šteje kar 365 otočkov. Kljub ne preveč prijaznemu vremenu je bil izlet z ladjo, med njimi ob koncu naše poti čudovito doživetje. Priporočamo ga tudi vsem tistim, ki bodo morda kdaj prišli v bližnje turistično-mondeno naselje na kongres ali na počitnice. O Brasil é país maravilhoso. To, kar je povedala tale brhka Brazilka, da je Brazilija čudovita dežela, smo se prepričali tudi sami. Žal smo spoznali samo košček te velikanske države, vendar dovolj, da lahko rečemo, da bo zagotovo Brazilija v prihodnjih letih pritegnila tudi več slovenskih turistov. Sejam bem-vindos ao Brasil. Só bim 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 bom bim 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 bim. É só isso, meu baião, que não tem mais nada não. O meu coração pediu assim, só bim bim.